Tokrat o eCallu, zelo pomembnem varnostnem sistemu, če deluje tako, kot mora. In kljub temu, da se še skoraj poslavljamo od poletja, že vabimo k glasovanju za slovenski avto leta 2021. Pogledamo, kaj ponujajo avtomobilisti protikoronskega. In testiramo prezračenega T-Rocka in hibridnega CHR-ja. Bravo. Pozdravljeni v avtomobilnosti. eCall, se pravi, ko avto samodejno pokliče na pomoč reševalce, je ideja stara že več kot 20 let. Pravzaprav se je začela zares rojevati takrat, ko je v avtomobile začel prihajati mobilni telefon in z njim SIM-kartica. Prvi proizvajalci avtomobilov so namreč hitro ugotovili, da bo ta sistem v prihodnosti zagotovo lahko rešil veliko življenj. Že kmalu po letu 2000 so eksperimentirali z SIM-karticami in jih ponastavljali, da lahko ob pritisku na SOS pokličejo reševalce. No, potem pa nov mejnik, ko si ravno pri številkah in letnicah, je pa 30. januar leta 2016. In prav takle Ford je takrat, če se še spomnite, v gosti megli na primorski avtocesti ob naletu sprožil klic SOS. Takrat je eCall v Sloveniji prvič resnično odigral to svoje poslanstvo, o katerem so sanjali že od leta 2000 naprej. Ampak, da bi pa v resnici lahko vselej z popolno gotovostjo in brezhibno deloval, pa ni samo stvar avtomobilistov, ampak številnih drugih deležnikov. In ta igra mora biti zelo dobro uigrana in vsi sistemi zelo dobro preverjeni, da stvar deluje takrat, ko jo najbolj potrebujemo. No, in ta naloga in to jabolko, v katero smo ugriznili enega prelepega spomladanskega dne, ko je naš Miha na testiranju želel sprožiti SOS tipko in ugotovil, da ne štima, in potem preverjal pri različnih proizvajalcih, ima epilog. Poglejte ga. S 5G tehnologijo se bo nabor storitev in še razširil še na druga področja. To, da zdaj nekako najdemo, kje so tista ozka grla, zelo dobrodošel potem tudi za vse nadaljne možne storitve in pa rešitve. Recimo so zdaj že razviti zelo napodoben kot eCall, tudi rešilni jopiči za letala, ladje ali pa recimo za turno smučanje. Ko se ta jopič sproži, avtomatično naredi isto klic in koordinate sporoči. Pred leti se še spomnim, zvečer je bil karambol, oseba je izgubila nadzor nad svojim vozilom, je zapeljala v en jašek, jark, drug dan so ga šele našli. Če bi bil ta eCall, bi verjetno mi takrat tisti večer ali pa tista izmena takrat iz vozila bi mogoče rešila življenje. Če sistem eCall sporoči, da se je nesreča zgodila prej, kot bi to sporočil udeleženec v nesreči, potem obvarujemo tudi ljudi oziroma voznike, ki prihajajo za njim, preprečimo nadaljnje nesreče, predvsem ob večjih verižnih trčenjih. Koristnost sistema eCall je vsekakor nesporna, a da bomo te storitve deležni v popolnosti, bo očitno potrebno narediti še nekaj domačih nalog. No, službenih nalog. Junija, ko smo snemali našo oddajo Avtomobilnost, smo nekako ugotovili, da eCall v Sloveniji ne deluje točno tako, kot bi moral. Še danes ni popoln, ampak lahko pa z veseljem sporočimo, da deluje že precej bolje. V poletnem času se je zbrala skupaj praktično vsa avtomobilska srenja, zbrali smo na kup praktično vse avtomobile, ki v Sloveniji se prodajajo s eCallom, zbrali smo se skupaj s telekomunikacijskimi operaterji in 112. Potekala so obsežna testiranja in rezultati so precej obetavni. Junija smo torej iz številnih avtomobilov priklicali center za pomoč v nesreči zgolj z govornim klicem, ne pa s pravim eCallom, ki pomočnikom pošlje tudi podatke, kot so natančna lokacija, vrsta avtomobila, število potnikov, pojemek in druge. Junijsko dogajanje zdaj razumemo. Nekateri avtomobili v času e-klica v sami signalizaciji alocirajo več kategorij klica v sili. Poznamo 8 kategorij klica v sili, eno je klic na policijo, klic na reševalce, klic na gasilce, potem je reševanje v gorah, reševanje na morju in pa ta e-klic.
In ker so avtomobili prožili več teh zastavic hkrati, je seveda jedrno omrežje imelo v tem primeru dilemo, za kakšen klic gre in na kater center za obveščanje oziroma na kakšen način sploh ta klic povezati. V teh primerih je obveljal dogovor slovenskih telekomunikacijskih operaterjev, da omrežje na 112 usmeri zgolj navaden klic. Ali je bil to edini razlog ali pa ne, verjetno ne bomo izvedeli in zavestno smo se odločili, da tudi ne bomo vrteli v tej smeri. Kajti bolj se nam zdi pomembno, da se je na našem velikem testiranju sredi poletja zgodil samo še en sam primer zgolj govornega klica. Med snemanjem tokratne septembrske oddaje pa so prav vsi avtomobili ob pritisku tipke SOS poslali e-call. Bilo bi odlično, če bi to pomenilo končni uspeh, a kot kaže, je to žal šele začetek reševanja precej večjih in zahtevnejših problemov. Pozdravljeni, Luka Gregorič, Avtomobilnost. Lahko poveste, kaj vidite? Lokacija Mava, gorivo je dizel. Drži. Pokaže pravo lokacijo? Mava gospodarsko stojišče. Drži. Ne kaže tipa goriva? Ne kaže ne benzin, ne dizel, nič. Električni avto. Pa število potnikov 1. Ok, to je pravilen podatek. Število potnikov pa za čuda 255. 255 ponovno. Hvala. No, danes morajo avtomobili imeti vgrajeno takšno škatlico. Ta škatlica je v resnici telefon. Ja, res ne zgleda, ampak notri je SIM kartica in to je naprava, ki dejansko pokliče na pomoč. Pokliče pa tako, da tisto, kar ima za povedati, izve v avtomobilskem računalniku. V začetni fazi samega e-klica se kot prvo prenese tako imenovani MSD, torej nek minimalni nabor podatkov. Ta prenos traja cirka 4 sekunde. Kot je postalo v naših testih precej očitno, med pošiljanjem teh podatkov še vedno prihaja do različnih napak. Te se pojavijo včasih kar naključno. V različnih testih smo namreč pri istem avtomobilu dobili različne rezultate. Te uganke bo vsekakor treba razvozlati, a nekatere odgovore že poznamo. In to je tisti slavnih 255 potnikov. Seveda, to je podatek, ki so ga računalničarji določili zato, da v samih aplikacijah in pri podatkih v tabelcah jasno izstopa. Seveda, avtomobilov z 255 potniki preprosto ni. Čemu naj bi ta podatek sploh izstopal? Zato, ker je podatek o številu potnikov po standardu zgolj dobrodošel, a ne obvezen opcijski podatek. Se pa ravno tu jasno kaže, da nekatere avtomobilske znamke naredijo samo to, kar je treba, druge pa naredijo tako, kot je prav. E-call ni obvezen prav za vse avtomobiliste, zato imamo danes na trgu ogromno novih avtomobilov, ki pa e-calla v resnici ne ponujajo. To je zato, ker je e-call postal obvezen za avtomobile, ki so bili tovarniško homologirani po letu 2018. Toyota CHR ali pa Hyundai Ioniq sta bila homologirana tovarniško pred letom 2018, pa ponujata e-call. Torej, nekatere znamke so e-call ugradile tudi v tiste starejše modele, tiste, ki so jih samo prenovile, pa čeprav jim tega ne bi bilo treba. In potem je tu primer Mercedes-Benz. Namreč avtomobili iz Stuttgarta so edini avtomobili, ki se prodajajo v Sloveniji, ki v nesreči ne pokličejo na 112, ampak nekam drugam, naprimer v Barcelono ali pa v Nemčijo. In to je povsem legalno. Well, legislation allows that the system works with so-called third-party systems, which is then an additional layer to the normal e-call system, I would say. If for some reason or another the system doesn't work, then it switches back to the default system, so that in case of an accident, reaction follows, obviously. So if I understand correctly, the customer service should be optional, so not the default version. What is very important for the system to work is that there is a clear agreement from the driver, from the customer, to use this system. That is for sure. No, to odločitev vam morajo ponuditi trgovci. Brez tega so v prekršku. V našem uredništvu smo prepričani, da če bi lahko v Barceloni ali v Nemčiji hitreje zagotovili reševanje, kot ga zmorejo nuditi lokalni 112 centri, potem bi bili priča veliko večji zagati, kot je pa nedelovanje e-calla. Lokalni 112 imajo namreč vse povsod po svetu veliko bolj tesne vezi z lokalnimi policisti, gasilci in reševalci, kot pa najeta storitvena sila. V tem dejstvu tudi razumemo odločitve, da so druge znamke svoje tuje centre že nadomestile s klici na lokalne 112.
Vidimo pa nadvse veliko uporabno vrednost v podatkih, s katerimi avtomobilske znamke razpolagajo. Mercedes-Benz v centru v Barceloni ima namreč točno tiste podatke, ki jih za hitrejše reševanje potrebujejo gasilci in reševalci. Govorimo o podatkih, kakšen je bil trk, kako močan je bil, ali je šlo za prevračanje, zagorenje in podobno. Za nas bi bilo smiselno, zdaj, če se zadeva nek aktivira, signal pride na 112, da bi dejansko on po neki aplikaciji, da bi nam samo poslal ta signal. Ker na centru, ko mu podatek ni pomemben, je mogoče za nas, je pa za nas pomemben. Njemu verjetno ne pomeni, kakšna stopnja je tista zavrženost vozila, to njemu ne pomeni veliko. Nam bi bil pa to en bistvenih podatkov, ker lahko potem predvidevamo, za kakšne poškodbe bi šlo. Ker če govorimo, da je tam v centru pobral vse podatke, prvo preveril, tu lokacija, toliko je poškodovanih, tale avto, zdaj pa je z brigado poklical, pa tukaj našemu dispečerju iste podatke govoril, že izgubljamo tiste dragocene sekunde. Pojavi pa se tudi potreba po razumevanju podatkov. Če se zapiše, da je bil pojemek negativen 15G, kaj nam zdaj to pomeni? Pa kakšen je bil trk, je bil to čelno, je bil bočno? Te podatke bi morali biti predelani. Če mi te podatke vizualiziramo gor v nekih številkah, pomeni, da dispečer, ko bo to gledal, jih bo mogel interpretirati in s tem izgublja čas. Če pa namesto njega interpretira po nekem algoritmu program, računalnik in napove v možnost, da gre za visoko energijsko poškodbo ali pa za nesrečo, kjer bi lahko osebe bile hudo telesno poškodovane, bi pa nam to zelo veliko pomenilo in bi olajšala situacijo. Sami numerični podatki, pa če jih je 10, 20, v bistvu nam še otežijo delo. Če lahko kaj zagotovimo, potem je to dejstvo, da to danes ni zadnja zgodba vezana na e-call. Če drugega ne, na 112 še vedno nima baze podatkov o avtomobilih, ki se vozijo po Sloveniji. Dobijo samo podatek o VIN številki, se pravi, to je tista identifikacijska številka, sestavljena iz številk in črk, ki nekako določajo, za kateri avtomobil gre, za kateri letnik, se pravi, to je na nek način osebna izkaznica avtomobila. Ampak kot je z vsako črtno kodo, potem je tudi z VIN številko, tako da če ne veš, kaj črke in številke pomenijo, potem ti ta podatek bistveno ne pomaga. No in to bazo, ki bo pomagala 112, da bodo te šifre znali razvozlati, no to bazo na nek način na 112 čakajo. Da je ta baza zares nujna, dobro vedo gasilci. Tip vozila je pomemben. V končni fazi je avto izmečkan, težko mi ocenimo, za kakšen avto. Ker mi imamo že ustrezne aplikacije, kjer lahko že med potjo ugotavljamo, kje na vozilu so te kritične mesta, predvsem mesto akumulatorja, kje so tiste ojačitve, da vemo pri rezanju, da pač si tega izognemo, kako so polnitve airbagov, pa taki podatki. In to je pomislek, da sistem e-call deluje drugače, če ga pritisnemo ročno, se pravi, da sami pritisnemo na tipko SOS, ali pa avtomobil na pomoč pokliče samodejno, takrat, ko se zgodi dejansko prometna nesreča. Zato smo šli analizirati dejanske podatke, ki so jih avtomobili pošiljali slovenskemu 112 v realnih prometnih nesrečah, ki so se zgodile v Sloveniji po letu 2018. No, ko smo primerjali stolpce, smo nekako ugotovili, da so podatki bolj ali manj identični. A trenutno je problem številka 1 povratni klic, torej možnost, da operater na 112 v naknadni komunikaciji ponovno pridobi podatke, predvsem pa, da ponesrečenca lahko pokliče nazaj, recimo v primeru, da zveza pade. It's true that the callback is an issue that there's a lot of countries that are having. It's machine-to-machine numbers that sometimes they are not dialable from an emergency call center. Zdaj pa mene zanima, kako bo prišel callback nazaj. Kliče ga. On ga kliče nazaj noter, zdaj pa kaj on njemu sporoča. Connect. Release takoj. S kjer strani? Strani naprave v telefon, v avtu. Zveza je trajala 0,1 sekunde. On njemu samo trigger pošlje, pokličemo še enkrat nazaj. Po mojem, naprava zavrne klic in v drugem koraku pa sama potem pa sama štarta klic proti PaySapu. Kaj se pa v avtu dogaja? Je avto poklical nazaj? Ne, v bistvu jaz v avtu ne dobim čist nič. Ker mi vidimo, da je prišel nek dohodni klic na napravo v avtu. V avtu sem neko brnenje se slišim, to je pa pač v bistvu nek čuden zvok je. Zdaj pa nekdo z Nemčije.
Hello, it's not an emergency. We're just testing the system location. To je Barcelona spet. Ja, ima pa nemško številko, ne? Ja, Vodafonove šifre so mogoče noter. To je Neke nemške cifre so, ne? Neka nemška fiksna številka, bi rekel, da je to, Ja, ker tako. Nemci imajo 4916. Kot je videti, v Sloveniji vstopamo v novo fazo testiranj e-kola. Ta testiranje je bil dobra šola tudi za operaterje, za nas vse. Na tem področju nismo bili seznanjeni, da zadeva ne bi delovala. Zdaj, če so pa se bo izkazali, se pravi, in to je tudi za nas zelo dobrodošla informacija in tudi dobrodošel odločitev oziroma ta test, da se sploh odločili to narediti. In kolikor se bo res izkazali, pač, da je lahko problem tudi na strani operaterjev, bomo mi šli še enkrat to preveriti in tudi, da se zadeva tudi bolj stestira. What we need to do now is make sure that the legislation is well applied and that when we see that there is somewhere problems, implementation problems, issues, that we keep each other very well informed, that we also learn from member states' experience. If member states see there's issues, problems, they will share it with the other member states, they will share it with the Commission, and we'll take it forward. V novicah pa tudi o tem, kakšne protikoronske ukrepe bi si želeli kupci novih avtomobilov. No, eno fino idejo je dal ljubljanski taksist, ki je sopotniku pred vožnjo seveda ponudil masko, ker je sam ni imel, ampak jo potem ob plačilu na koncu tudi zahteval nazaj in ponovno obesil na vzvratno ogledalo. No, v Ameriki pa je 61% vprašanih reklo, da bi si v avtomobilih želeli boljše filtre, take, ki bi preprečili vdor cvetnega prahu in drugih trših delcev. No, v Angliji pa 54% želi imeti v avtomobilu antibakterijske površine, se pravi kljuke, volan, prestavno ročico, da bi se s tem morda obvarovali pred virusom. Poglejmo, kaj se dogaja v svetu mobilnosti, o čem smo pretekli teden brskali po internetu. No, novica številka 1 so novi ekološki plani Evropske komisije. Evropska komisija torej zaostruje strategijo znižanja emisij toplogrednih plinov, ki predvideva, da bi Evropa leta 2030 v ozračje izpuščala 55% manj emisij kot pa leta 1990. Prvotni plan je sicer predvideval znižanje za 40%. Evropska industrija, to je tista industrija, ki zaposluje kar 6,7% vseh Evropejcev, no ta industrija je ideji sicer naklonjena, a hkrati vidi cilj kot nerealističen oziroma samo pogojno uresničljiv. Združenje proizvajalcev ACEA namreč jasno izpostavlja, da se strategija preveč zanaša na avtomobilsko industrijo in premalo zahteva od politikov držav članic. Strinjajo se z analitiki, da lahko s pritiskom na avtoindustrijo najhitreje dosežemo okoljske rezultate, a brez ustreznih pravnih in infrastrukturnih ukrepov bo ta zahtevnejša strategija prinesla le odpuščanje in pa zniževanje standardov. Skratka, brez zahtev po lokalnih političnih ukrepih bo ves trud avtomobilske industrije zaman. Z drugimi besedami, če hočemo torej leta 2050 res živeti na prvi ničelno ogljični celini, potem moramo imeti v vseh državah članicah na oblasti izključno družbeno odgovorne politike. Hrvaški električni Rimac bi rad Volkswagenu speljal francosko znamko Bugatti. Do zaključka redakcije rezultata tega poskusa prevzema nismo izvedeli, je pa dejstvo, da se družba Volkswagen vse glasneje izmika iz avtomobilskih niš. Nissan pa se nišam ne želi odpovedati. Začel je ogrevati ozračje, ki ga dihajo ljubitelji športne vožnje. Prihaja namreč novi Z, ki se očitno ozira 50 let nazaj k prvemu legendarnemu Z-ju. A morda še bolj zanimiva vest je to, da je Nissan iznašel postopek, s katerim lahko plastiko oplemenitijo s karbonom na bistveno hitrejši način. Namesto v nekaj urah, v zgolj nekaj minutah. In ta dosežek bo slej ko prej vplival tudi na razvoj klasičnih avtomobilov, ne samo športnikov. Premiera tedna pa je Hyundai Tucson. Z obliko, ki je nismo pričakovali, in sporočilo je precej močno. Hyundai ne želi biti več samo zraven, želi stopiti v prvi plan. Seveda ne boste presenečeni nad dejstvom, da prihaja tudi priključno hibridna verzija. Priključno hibridno verzijo pa so pravkar predstavili tudi v avtomobilu, ki smo ga pravkar prevzeli v testiranju, v težko pričakovanem Land Rover Defenderju. Britanski terenec se bo na elektriko lahko peljal 43 km, recimo po mestu, kjer vas po novem ne bodo več grdo gledali, predvsem pa bo električni sklop naredil terensko vožnjo še kar precej bolj zanimivo.
Toyotine modele boste kmalu lahko kupili tudi z drugačno značko na nosu. Namreč RAV4 je sredi poletja postal tudi Suzuki Across, Corolla pa je pravkar postala Suzuki Sways. Poletje je bilo deževno, kakšna bo jesen si ne upamo napovedati, a pogosto je bila deževna, se pravi manj primerna za kolesarjenje. Ampak izmislili so si zložljiv dežnik za kolo. Ideja pa tokrat ne prihaja recimo iz Nizozemske, Danske ali pa Kalifornije, gre za italijanski startup, ki zbira denar na platformi Indigo. Tokratne novice pa zaključimo študijo iz Belgijske univerze v Antwerpnu. Ta je obravnavala mobilnostne navade voznikov pred in pa v koronskem času. Ugotovili so, da 44% voznikov vožnjo v službo v resnici obožuje. Pa čeprav jim ta predstavlja stres. Razlog? Takrat imajo čas zase. Letos začenjamo bolj zgodaj, a 5 finalistov bomo tudi nekaj tednov prej določili. Izberimo torej avtomobil, po katerem si bomo najbolj zapomnili leto 2020. Na letošnjem seznamu možnih avtomobilov leta imamo 18 povsem novih modelov, ki pa morajo za uvrstitev v finalni izbor zadostiti tudi kriteriju, da morajo osvojiti srca in denarnico vsaj 25 Slovencev. Seznam po abecednem redu začenja Audijev A3, imenitnejši in karakterno športnejši predstavnik razreda kombi limuzin, ki v velikostnem smislu predstavljajo optimum. DS3 Crossback nima ničesar skupnega s predhodnim DS3. Po novem gre za velikostno bistveno večji avto in ponuja tudi značilnosti SUV-ja. Kuga začenja Fordovo hibridizacijo in to na številne različne načine. Priključno hibridno verzijo so recimo še posebej cenovno optimizirali prav za Slovence. Puma je po drugi strani prava divja mačka. Toda njena divja oblika ponuja vrsto inovativnih prostorskih rešitev. Hyundai v žezlo stavi kar 3 nove modele. Najmanjšega i10, ki v razred najmanjših avtov uvaja številne moderne tehnične priboljške. Asistenčni sistemi so ena bistvenih prednosti še enega povsem evropskega Hyundaija, i20. Ta po drugi strani prinaša tudi novi Hyundaijev dinamični obraz. A če je nastopaški videz značilen za i20, kaj naj torej rečemo za povsem novega Tucsona? Z njim se Hyundai dokončno umika slovesu znamke za racionalne. In tu sta dva Mercedesova terenca, GLA in GLB. Prvi je tipično A-jevski kupejevski, drugi pa postavlja B-jevsko družinsko uporabnost še na bistveno višjo raven, s 7 sedeži. Nova generacija Nissana Juka ohranja pompozen videz, s katerim so zdramili posnemovalce, a vendarle so ga naredili vsakdanje bolj prijaznega, z bolj prostorno kabino in večjim prtljažnikom. Potem sta tu dva Peugeota, ki vozita na enaki platformi. 208 je šokiral z videzom, ki je prav neobičajno brezkompromisen, 2008 pa je kupcem dal točno tisto, kar so prej pogrešali. Torej klasično SUV-ovski videz in občutek v kabini. Njegov neposredni tekmec Renault Captur stavi na bolj prijazen videz, a po novem prednosti niso več samo praktične. Captur po novem igra tudi na bolj fine karte. Leon iz Španije je močno pridobil na samozavesti. Jasno izraža, da je to avto za mladostno živahne, predvsem pa za najbolj dovzetne nad digitalnimi novotarijami. Češka Octavia je Leonu sicer tehnično sorodna, a z novo generacijo je najbolj popularna Škoda postala značajsko diametralno nasprotje koncernskim bratom. Je namreč izrazito udobna, poslovno udobna. Najbolj evropsko Toyoto pa so v Bruslju razvili s povsem svežimi očmi. Mali Yaris je tako postal bistveno bolj vozniški. Uvaja pa tudi črno skrinjico z namenom znižanja stroškov lastništva. Seznam kandidatov pa s črko V zaključujeta dva Volkswagna. Klasični Golf, ki je z 8. generacijo bistveno manj klasičen v kabini, tipke so namreč nadomestili zasloni, klasična motorna ponudba pa je zdaj bistveno bolj ekološka, a ne več tudi električna, kajti električni pogon je domena dolgo pričakovanega ID.3, modela, ki naj bi s prodajnimi številkami v električni dobi dosegel tisto, kar je nekoč dosegel Golf. Vaš glas seveda oddate tako, da obiščete MMC in poiščete ustrezno pasico na našem zavihku. Glasujete lahko večkrat, a štev se bo le en vnos na teden. Z glasovanjem pa se uvrstite tudi v žreb za nagrade. Izžrebali jih bomo v januarski finalni oddaji, v kateri bomo novinarji redakciji, ki sodelujemo v izboru, izmed 5 finalistov določili že 29. slovenski avto leta. Torej, naj se izbor letnik 2021 začne.
V rubriki Testi imamo tokrat dva precej samosvoja avtomobila. Namreč rada bi bila SUV-ja, a po drugi strani to nočeta biti. Zato si je prvi, kljub SUV-evsko prijaznemu stopanju nadel obliko kupeja, Nemec pa si je odrezal streho. Dame in gospodje, tokrat smo za vas preizkusili Toyoto CHR in Volkswagena T-Rocka kabriolet. Če bolj kot kdajkoli je zdaj za ta model pomembno izstopanje. In to kaže tudi s takšno kričečo, oranžno barvo in velikimi platišči. CHR je CUV in CUV-ji želijo izstopati, tudi s takšno padajočo, kupejevsko padajočo strešno linijo. In verjetno vam bodo všeč tudi novi, dinamični LED smerniki. V vaših komentarjih ob naših predstavitvah vozil pogosto zasledimo veliko kritik na račun izginjanja klasičnih fizičnih gumbov v notranjostih modernih vozil. No, zdaj pričakujemo tudi kakšen pozitiven komentar. V notranjosti prenovljene Toyote CHR je namreč še več fizičnih gumbov kot prej. V resnici pa imamo tukaj še dodatno pridobitev, ki po našem mnenju vredna še več. In sicer lahko ga povežemo s sistemoma Android Auto in pa Apple CarPlay. No in za nameček, ko si boste zaželeli dinamične vožnje, ta avto ne bo le brezbrižno pogledal stran. Kaj pa je bistvo T-Rocka? No, super hitra streha. Ta je po vzoru hrošča in golfa kabrioleta klasična, torej platnena, za njeno odpiranje ali zapiranje pa skrbi elektrohidravlični sistem. Za odpiranje je potrebnih 9 sekund, za zapiranje pa 11. Oba postopka pa lahko opravimo do hitrosti 30 km/h. Sicer pa je notranjost identična običajnemu T-Rocku, morda velja izpostaviti zgolj to, da je v kabrioletu prostora le za 4 potnike. Pa tudi sicer se za boljšo vetrno zaščito zadaj, torej nad zadnjima sedežema, namesti vetrno zaščito in tako še potrdi dejstvo, da je tudi T-Rock najbolj idealen takrat, ko sta v njem zgolj dva. In če se vam ob tem postavlja vprašanje, kaj se zgodi, če se avto prevrne, se tu za zadnjima sedežema sproži posebna zaščita. In če trdimo, da se bosta v T-Rock kabrioletu najbolje počutila dva, bo tudi prostora v prtljažniku zanju bolj kot ne dovolj. Oba testa si v daljši verziji poglejte na MMC-ju ali pa kar neposredno na našem kanalu na YouTubu. In seveda, ste se že naročili nanj? In če gremo na začetek naše zgodbe o e-kolu. Pri vseh tehnologijah in pri vseh novih zadevah veš, da v eni fazi bo prišlo do točke, kjer boš naletel na težave. Še zlasti v primeru, kjer je udeleženih toliko nekih deležnikov. No, e-call je tipičen sistem, v katerem sodeluje zelo veliko različnih deležnikov in je normalen proces razvoja ta, da gre kdaj tudi kaj narobe. To, da smo v Sloveniji odkrili bistvene pomanjkljivosti, še ni tako zelo zanimivo. Bistveno bolj je, kako so se vsi deležniki, vsaj tisti v Sloveniji, pa tudi nekateri v Evropski uniji, na napako odzvali. Tako, kot se napake rešuje. Zato bi se prav iz tega mesta radi zahvalili prav vsem, ki so takoj reagirali in iskali rešitve, saj je očitno e-call tako pomemben, da si vsi želimo, da bi deloval natančno in brezhibno. Hvala tudi vam, ker ste si ogledali še eno avtomobilnost. Mi se vidimo spet čez teden dni, vmes pa skočite na naš multimedijski portal rtvslo.si / avtomobilnost ali pa na Instagram, Facebook ali Twitter avtomobilnost.